Ob 30-letnici izdelave prvega PC-ja smo iskali stare osebne računalnike, ki so še v uporabi. Enega takšnih smo našli pri vas na Elektro Maribor. Za kako star izdelek gre? Torej, pri nas gre za tako rekoč 20 let star izdelek, kupljen je bil leta 1992, kot smo videli, in namenjen je bil parametriranju opreme za daljinsko vodenje, za vodenje razdelilnih transformatorskih postaj. Ali prenosni računalnik, kot smo ga videli, uporabljate še danes, je še uporaben za vsakdanja opravila? Prenosni računalnik še vedno uporabljamo ga prav za ta osnovni namen, za parametriranje končnih postaj za daljinsko vodenje, sicer pa Windowsov 3.1 več ne uporabljamo. Računalnika nismo nadomestili zaradi tega, ker ima specifične nastavitve in ker je tudi specifična strojna oprema, predvsem kar se tiče portov komunikacijskih, tako da smo še vedno prisiljeni z njim delati. In kaj je mogoče početi z njim, morda enostavno povedano? Torej, na računalniku se še vedno lahko uporabljajo Windowsi, torej verzija 3.ee, to je za vzhodno Evropo, in pa uporabljamo ga še vedno za parametriranje, torej naprav za daljinsko vodenje, za diagnostiko, za izvajanje diagnostike na napravah daljinskega vodenja in za spremljanje delovanja teh naprav. Je še polno funkcionalen? Računalnik ni več polno funkcionalen, baterija je vsekakor odpovedala, no, ampak v naših razdelilnih transformatorskih postajah, glede na to, da smo distributerji, je energije dovolj električne, sicer pa, če to odmisliva, deluje računalnik odlično še vedno. Koliko ljudi pa še dela danes z njim oziroma zna delati z njim? Trenutno delava z njim še dva, torej zaposlena na Elektro Maribor, vendar je možno se dokaj hitro priučiti, torej parametriranja in dela s tem računalnikom, ker obstajajo za ta namen tudi navodila še vedno ohranjena.